V oddajo smo povabili tudi finančnega ministra Klemna Boštjančiča, vendar se na vabilo ni odzval. Energetska zbornica z optimistično napovedjo. Gospodinjstva v prihodnjih 2 letih ne bodo doletele bistveno višje položnice za elektriko, s prehodom v zimsko sezono pa se bo povišala omrežnina. Kaj to v resnici pomeni za zneske na položnicah, koliko višji bodo, bo morala znova z regulacijo posredovati država. Izvemo iz prve roke. Z nami je namreč Sebastian Brodi, predsednik sekcije za vprašanja dobaviteljev električne energije pri Energetski zbornici. Dober večer. Dober večer. Najprej nam povejte, kakšne zneske za položnice lahko v zimski sezoni pričakujejo povprečni gospodinjski odjemalci? Kakšni so vaši konkretni izračuni? Ja, torej pričakujemo, da se bo uveljavila novela omrežninskega akta. To pomembno vpliva na višino omrežnine in v primeru, da se seveda bo, pomeni, da bodo ti zneski za tipičnega slovenskega odjemalca, kot ga vodimo, to pomeni 4030 kWh in z dogovorjeno močjo, ki jo plačuje 5,1 kW, ta račun bo torej znašal nekaj manj kot 79 evrov. V poletnih mesecih je ta znesek se giba okrog 71 evrov za enak tip odjemalca. Koliko je ta razlika v primerjavi z lanskoletnimi cenami? Torej, tudi v lanskem letu so bile cene podobne, kot sem prej rekel, okrog 71 evrov, če govorimo recimo za december 2024. Pomembno pa je, da je takrat bila struktura pomembno različna. Vemo, da je veljala vladna regulacija drobnoprodajnih cen električne energije v višini približno 77 evrov na megavatno uro brez davka in takrat je omrežnina znašala nekje 84 evrov na megavatno uro, zdaj bo omrežnina znašala okrog 54 evrov, dobavitelji pa zagotavljamo energijo okoli 110 evrov na megavatno uro in pričakujemo, da bomo to še vsaj leto, če ne več, lahko zagotavljali v tej višini. Ali to, kar ste dejali, pomeni, da so se cene energije zdaj stabilizirale? Ja, torej, vlada je veliko pripomogla takrat, ko je regulirala ceno, zaradi tega, ker so bile cene takrat na veleprodajnih trgih zelo visoke. Od februarja dalje načeloma to več ni potrebno oziroma ni potrebno, vse so se cene stabilizirale. Če govorimo o zadnjih 3 letih, in to je neko obdobje, ko se kupuje električna energija po delih za gospodinjstva za leto naprej, se pravi v obdobju 23-25, za leto 26, so te cene nihale za produkt na borzi standardne energije, poslovne energije med 130 evri, pa tudi do 77 evrov so padle. Povprečje je znašalo okrog 105 evrov. Zdaj, če to prevedemo v drobnoprodajno ceno, kajti energija se kupuje po urah, potrebno je to znivelirati v ure in tudi z maržo dobavitelja, znaša približno 10 evrov dodatnih, smo nekje na 115 evrih na megavatno uro. Pomembno je vedeti, da dobavitelji že danes zagotavljamo energijo okoli 110 evrov, torej pod tem povprečjem in ta stabilnost se kaže vsaj za leto in 2 naprej še kar. Veliko razburjenja je bilo zaradi omrežninske metodologije. Kaj zdaj prinašajo spremembe, ki so v postopku sprejemanja, predvsem kaj to pomeni za ljudi, za uporabnike? Ja, torej, omrežninski akt stopi v veljavo po tem predlogu leta 2027. Spreminja se ure časovnih blokov in določeni drugi obračunski elementi, pa kar je danes pomembno, ima tudi 2 prehodni določbi, ki začneta veljati, seveda v primeru sprejetja, v mesecu novembru letošnjega leta. To pomeni, da se prispevek za moč plačuje samo v višini 40% osnovne objavljene cene za mesec november-december. Z letom 2026 se plačuje 60% tega zneska in od leta 2027 80% tega zneska. Efektivno pa to pomeni, da je račun, o katerem sem prej govoril, v višini 79 evrov, še za več kot 11 evrov nižji, kot bi bil v primeru, da se to znižanje ne bi zgodilo. Kar pa pomeni, da bi bila v primeru neposega oziroma neprilagoditve tega bi bil skupno račun še vsaj za 15% višji. Kaj pa spremembe te časovnice, ko se električna energija plačuje po različnih tarifah? Za omrežnino mislite? Tako je. Ja, torej, ko bo nastopila novela tudi teh časovnih blokov, bo prilagojeno, se pravi, prvi najdražji časovni blok bo prešel nekoliko bolj v zgodne in pozne ure, oziroma, če rečemo časovni blok 2, ki je nekoliko nižji, je po sedanjem omrežninskem aktu velja od
14. do 16. ure, po novem bo do 12. do 17. ure recimo. Ne. To pomeni, da se bo večji del čez dan lahko koristila pa prilagajala poraba nekoliko nižji tarifi, ne, v časovnem bloku 2. Glede na situacijo sedanjo, ali pričakujete, da bo v bližnji prihodnosti morala zopet posredovati država, vlada, kar zadeva cene električne energije? Tega glede na stanje na energetskih trgih trenutno ne pričakujemo, tega ne vidimo. Vlada je posredovala, ko je bilo to potrebno in takrat tudi veliko pripomogla. Zdaj so, kot sem že rekel, cene stabilne. Dobavitelji zagotavljamo stabilno zanesljivo oskrbo, zanesljivo tudi z cenovnega vidika in pričakujem, kot sem že rekel, leto do 2 še zelo stabilne cene v tem rangu, kot smo danes. Najlepša hvala, da ste bili naš gost. Tudi vam.